Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As, kjer za vas pripravljamo različne vsebine. No, tokrat se bomo posvetili Državnemu svetu in v ta namen smo povabili v studio državno svetnico, gospo Jasmino Opec Vrš. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Dober dan. Pa morda vprašanje, ki tudi gledalke in gledalce Televizije As, pa tudi mene osebno zanima. Zakaj ste se odločili, da boste postali državna svetnica? Mislim, da je bil to zbir nekih naključij v nekem časovnem obdobju. Začelo se je vse nekako avgusta prejšnjega leta, na začetku avgusta, ko sva z županom Moravskih Toplic, gospodom Alojzem Glavačem, sedela na kavi in se pogovarjala o vsakodnevnih temah in je beseda tudi nanesla na Državni svet. In takrat me je gospod župan vprašal: Jasmina, a ne bi ti morda kandidirala za Državni svet? Se je rekla: župan, o tem pa nisem razmišljala še do sedaj, tudi zaradi tega, ker sem bila takrat še vedno v funkciji namestnice direktorja Urada za demografijo in tudi zaradi nezdružljivosti funkcij ne bi mogla kandidirati za državno svetnico. Vlada je takrat potem sprejela odločitev, da se Urad za demografijo ukine, tako da smo potem tudi mi bili kot javni uslužbenci premeščeni na drug državni organ. Potem sem se nekako poigravala s to mislijo naprej, vzela sem se nekaj časa, da sem razmislila, ne želim imeti nobeno zgodbo brez nekega tehtnega premisleka o tem, kako to vpliva na moje življenje, predvsem pa kaj jaz lahko potem na neki funkciji dam okolju nazaj. In po kakem tednu, v 10 dneh, sem se potem odločila, da kandidiram za državno svetnico. Torej, na volitvah ste premagali dva politična težkokategornika. Kako ste potem občutili ta uspeh na teh volitvah? Vsako kampanjo, katero sem se podala do sedaj, sem se podala z željo, da čim bolje predstavim same sebe. Jaz se s svojimi tekmeci nisem nikoli želela ukvarjati, ker se mi zdi pomembno, da ko greš neko tako politično tekmo, moraš ti ljudem predstaviti, zakaj si ti najboljša izbira. Jaz sem tudi vsakega človeka, bodisi ki se ukvarja s politiko ali ne ukvarja s politiko, izjemno spoštujem. Vsak se trudi na svoj način, tudi oba dva kandidata, ki sta kandidirala za Državni svet skupaj z mano na volitev v Prekmurju, sta v svoji dolgi karieri veliko prinesla k temu lokalnemu okolju. Tako da jaz jo zelo spoštujem in si tudi želim, da bomo v prihodnje skupaj sodelovali, ker tudi njune izkušnje bodo tudi meni v pomoč pri mojem delu. Morda, če še malo pojasnite, na kak način potekajo volitve za državnega svetnika? Jaz sem kandidirala na marsikaterih volitvah na lokalni ravni pa na državni ravni, ampak sem vedno rekla, da so pa to najbolj zahtevne volitve, predvsem zaradi tega, ker zelo dolgo časa trajajo. Vse skupaj se je začelo konec avgusta in končalo potem drugi polovici novembra, tako da je to neko zelo dolgo obdobje, ko moraš biti v tej neki politični kondiciji. Zdaj, prvi del postopka je to, da občinski sveti predlagajo v bistvu kandidate za državne svetnike in pa seveda tudi na svojih občinskih sejah izvolijo elektorje. In ko je ta postopek vseh 19 občin v Prekmurju bil končan, je potem bil mesec dni premora in potem so se ti elektorji sestali na tem skupaj, da so potem izvolili državnega svetnika. Torej, vi ste predstavnica Prekmurja v državnem svetu. Pa morda, kakšen namen vi vidite državnega sveta? Zdaj, ko se je ustanavljala naša država, so se na kupu zbrali vsi ustavni pravniki, najboljši ustavni pravniki takratnega časa in so si naš parlamentarno demokracijo zamislili na način, da bomo imeli dvodomen parlament, se pravi sestavljen iz državnega zbora in iz državnega sveta. Glavna funkcija državnega sveta je takrat bila, da bi bil naj neki nadzorni organ državnemu zboru. Se pravi, za primer, če bi prišla na oblast neka stranka, ki bi mogoče imela skrajno neka stališča in bi sprejemala zakone, ki bi bili škodljivi, je bila funkcija državnega sveta, predvsem s tem vetom, da tako zakonodajo ustavi. In v vsaki parlamentarni demokraciji neki parlament ima neki nadzorni organ. Pri nas smo pač uvedli državni svet, imamo sisteme po svetu, kjer recimo ima to funkcijo ali pa to vlogo predsednik republike, ki lahko z vetom odloži ali pa pač da v ponovno odločanje. Pri nas pa ima to nadzorno funkcijo v naši parlamentarni demokraciji državni svet.
Poleg tega je Državni svet tudi obravnava vso zakonodajo, enako kot jo obravnava Državni zbor. In grejo vsi ti zakoni tudi na odbore oziroma na komisije, delovna telesa Državnega sveta. In jaz se spomnim svojih časov, ko sem bila poslanka. Jaz sem zelo rada prebirala ta mnenja Državnega sveta o posameznih zakonih, ker so bili izjemno vsebinski, izjemno strokovni. In upam si trditi, da je delo na komisijah v Državnem svetu, da so razprave veliko bolj strokovne, veliko bolj realne, ker nenazadnje državni svetniki so ljudje, ki prihajajo iz nekih okolij, v katerih že nekaj časa delujejo, so strokovnjaki na določenih področjih, so veliko tudi vpeti v delovanje, bodisi na strani delodajalcev, bodisi na strani sindikatov, zdravstvo, socialo in imajo neke druge izkušnje, neke druge poglede. Kako je to dejansko ta državni svet sestavljen? Kako 40 je vas teh državnih svetnikov in na kak način, kdo vse pride, na kak način, pa morda kakšni so tukaj odbori, ki potem pripravljajo oziroma pregledujejo vse to gradivo? Ja, državni svet sestavlja 40 svetnikov, 22 je predstavnikov lokalnih interesov, se pravi izvoljenih na različnih koncih Slovenije. Ostalo so pa predstavniki delodajalcev, delavcev, potem kmetov, obrtnikov, visokošolskega, se pravi izobraževalne sfere, sociale, zdravstva, kulture, športa. Se pravi, rekli iz različnih sfer družbenega življenja. Kaj imate tudi te komisije, kaj pa je s temi komisijami, koliko je tega in v katerih je recimo lahko en državni svetnik nekako aktiven, sodeluje oziroma član? Načeloma je vsak svetnik član 2 vsebinskih komisij. Podobno so nekako sestavljene kot za odbori Državnega zbora, s tem, da so mogoče nekatere združene. Recimo, jaz sodelujem tudi v komisiji za socialne zadeve, delo, zdravstvo in invalide, ki pa če v Državnem zboru so to ločene komisije. Tako da v bistvu na teh komisijah potem obravnavamo zakone enako, kot jih obravnavajo poslance v Državnem zboru in do njih zavzamemo stališča. Ste pa tudi v komisiji za kmetijstvo. To je pa vaša neka tista glavna komisija, v kateri ste. Kaj so tam sedaj tiste glavne aktivnosti v tej komisiji? Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dejansko po številu članov najmanjša komisija Državnega sveta, ker tu se nekoliko komisije drugače sestavljajo, kot je recimo to v Državnem zboru, ker število članov določenih komisij v Državnem svetu ni fiksno, ampak se te komisije sestavljajo na podlagi interesa državnih svetnikov. Tako da je potem nekako naneslo, da je komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najmanj številčna, ampak to ne pomeni, da je najmanj delovna. Že smo imeli svojo prvo sejo, obravnavali smo spremembo zakona o kmetijstvu, predvsem zaradi izvrševanja nove skupne kmetijske politike. Kar je bilo izjemno pozitivno, je bilo tudi to, da se je te komisije udeležila ministrica sama. Tako da potem smo imeli tudi točko, kjer smo lahko svetniki postavljali svoja vprašanja z zelo različnih sfer kmetijstva in je potem ministrica na nje odgovarjala. In ta neka neposredna komunikacija je zelo dobrodošla, tako za nas svetnike, kot verjetno tudi za ministrico, ki potem dobi neke pobude, neke feedbacke iz samega terena. A je državni svet res brezzobi tiger, kot nekateri govorijo? Jaz ne bi tako rekla. Sicer Slovenci smo nekako vajeni, da si želimo vedno nekaj sprememb, pa da bi vedno nekaj drugače. Nenazadnje tudi, če pogledamo naše državne zborske volitve, vedno volimo neke nove ali pa volijo neke nove obraze. Tako se tudi v teh naših desetletjih samostojne države odpirala številna vprašanja o smislu institucij, ki jih imamo. Nenazadnje tudi vprašanja so bila, ali potrebujemo predsednika republike, glede na to, da nima nekih formalnih pristojnosti, ali ga ne bi raje volil parlament, namesto da ga volimo na neposrednih volitvah. Potem bila so vprašanja, ali potrebujemo toliko poslancev državnega zbora, glede na to, da se že vse koalicijsko uskladi, preden pride v državni zbor. In seveda postavljale so se tudi vprašanja o smiselnosti državnega sveta. Ampak jaz mislim, da predvsem je bilo tukaj to, da se državni svet ni toliko medijsko pojavljal. Ko recimo gledamo slovenska poročila, vidimo nekako prispevke o tem, kaj počne predsednik republike, pa kaj počne državni zbor, pa kaj počne vlada. Predsednik je pač imel nek svoj pristop, s svojimi aktivnostmi, pa je nekako z svojimi aktivnostmi
vzbujal to medijsko pozornost? Mislim, da to mora početi vsaka institucija. Mora najti neki te svoj prostor v družbi oziroma mora biti čim bolj odprtna, čim bolj transparentna in ljudem predstavljati v bistvu, kaj počne. In tu je še nekako ta prostor državnega sveta, da še ljudem bolj predstavi, kaj počne, kaj je njegova vloga, ker njegova vloga v našem sistemu je lahko zelo velika. In da še tudi je neki manevrski prostor, da dejansko nekako te pomisleke, ki se pojavljajo v državnem svetu, tudi odpravimo. In nenazadnje, vsaka funkcija, ki je predvsem odvisna od ljudi, ki jo zasedajo. Bili ste poslanka v državnem zboru, sedaj ste svetnica v državnem svetu. Torej, nekako imate vpogled v delovanju v obeh dveh domov v našem temu hramu demokracije. Pa morda kakšne so tu vzporednice, pa kakšne so tu razlike med delovanjem teh obeh, bom rekel, domov našega parlamenta? Če gremo najprej neke te podobnosti, oba dva domova se sestajata na svojih delovnih telesih in na plenarnih zasedanjih in pa potem tudi na izrednih sejah. Tako svetniki kot poslanci obravnavamo isto zakonodajo in do nje zavzamemo stališča. Tudi svetniki, tako kot poslanci, imamo možnost postavljanja svetniških pobud in vprašanj. Največja razlika je zagotovo ta, da je funkcija poslanca državnega zbora profesionalna, medtem ko je funkcija državnega svetnika neprofesionalna, kar pomeni, da vsak od nas državnih svetnikov in še ima še zraven svojo redno zaposlitev, zato je mogoče z tega vidika veliko bolj to potrebno usklajevanje med službo in pa potem funkcijo, ki jo opravljaš, medtem ko recimo, ko si poslanec, se lahko v celoti posvetiš funkcijo, ki jo imaš. Zagotovo je tudi nekako podobno delo na terenu, čisto odvisno je seveda od posameznika, ki funkcijo izvršuje, imaš kontakte po terenu, terensko delo, srečuješ se z ljudmi, z organizacijami. Kakšen je pa odnos med državnim svetom pa med parlamentom oziroma državnim zborom, glede na to, da bi morda, da nekako tudi ustavljate delo oziroma tiste zakone in jih vračate nazaj v ponovno proceduro v državni zbor, bi lahko to gledali, da se morda vmes odnos kot pes in mačka se gledate, ali imate bolj taki topel, pristen odnos? Ali je odvisno od situacije? Ja, zagotovo ni najbolj pri srcu, ko se poda veto državnega sveta, ampak tako je pač naš parlamentarni sistem. Državni svet mora opravljati svojo nadzorno funkcijo, ki jo ima. Zagotovo pa ti veti, ki jih državni svet daje, niso zdaj politični, ker državni svet ni politično sestavljen, tam ni političnih strank, ni političnih svetniških skupin in vsi veti, ki so dejansko spodbujeni ravno iz tega, ker se smatra, da iz strokovnega vidika niso najbolj optimalni tisti zakoni, na katere se veto daje. Kaj so tiste glavne vsebinske zadeve, za katere se boste v letošnjem letu zavzemali v državnem svetu? Jaz bom zagotovo spremljala podrobno zakonodajo, posebej na tistih področjih, katere članica sem, torej kmetijstva, gozdarstva, prehrane in pa potem na področju sociale, dela, zdravja in pa invalidov. Seveda pa je moja osnovna naloga, da čim bolje zastopam interese Prekmurja v državnem svetu. To pa pomeni, da sem pozorna na vso zakonodajo, ki se sprejema in na to, kako bo to vplivalo na življenje tukaj v Prekmurju. Moja rdeča nit mojega delovanja, še takrat, ko sem bila poslanka in tudi ki danes je ostaja, je decentralizacija in pa seveda ta projekt ustanovitve pokrajin, pa tudi prenos institucij, recimo iz Ljubljane v domačo regijo. In pa druga vsebinska točka, s katero sem se vsa ta leta ukvarjala, pa je bila demografska vprašanja, staranje družbe, medgeneracijsko sodelovanje pa sobivanje. To je pa, mislim, da eno tako zelo pomembnih področij našega družbenega življenja, za katere se daje premalo poudarka, ker to staranje prebivalstva in spremembe demografskih trendov nam dejansko pokažejo že te številke in pa seveda izzive na številnih področjih. Nenazadnje, čedalje več delodajalcev je tudi slišati, da zelo težko dobijo delovno silo. In to so vse tisti izzivi, na katere treba odgovoriti z tega demografskega vidika. Gospa Jasmina Opec Vrš, državna svetnica, hvala lepa za vaš čas in hvala lepa za zanimivo debato. Hvala lepa za povabilo.